Novi prostorski pogoji so malo razbremenili tudi spodnjo enoto Sonček. Predstavili smo 2 oddelka iz osnovne šole Sel in tukaj. Tukaj je zelo veliko prostora, zelo veliko spremljevalnih prostorov. To pomeni zelo uspešno, bolj uspešno delo, individualno delo z otroki in boljše pogoje tudi za zaposlene. Ne, zdaj zaenkrat je ni, ampak se nam spet obeta. Zdaj nekako smo pokrili vse, 1.9. je še bila čakalna vrsta, zdaj smo pokrili, ker so nekaj vlog pomaknili. Zdaj še imamo 2 prosta mesta v mesecu novembru, potem imamo pa že 40 vlog čez celo leto, tako da potem spet, če ne bo izpisov, ne bomo mogli sprejeti nobenega otroka več. V enoti Livada smo zaposlili 12 delavcev, to so vzgojitelji, pomočniki, kuharji, čistilci, potem hišnika neki del, potem pa tudi seveda večji normativ delavcev, ki opravljamo delo za vse oddelke, to so svetovalni delavec, zdravstveno-higienski režim in vodja prehrane in pa računovodski delavci, so se povečali normativi. Pri tem imamo kar nekaj težav, vedno več je otrok s posebnimi potrebami, otrok, ki porabijo dodatno strokovno pomoč in pa gibalno oviranih otrok. Že v letošnjem letu imamo 3 spremljevalce gibalno oviranih otrok in to na račun seveda dodatnih strošek občine, ki jih mora pokrivati, in pa v lanskem letu smo imeli zaposleno eno polovico delavke, ki je opravljala dodatno strokovno pomoč. V letošnjem letu smo dobili toliko odločb iz Zavoda za šolstvo, da pokriva to delo zdaj celotna zaposlena ena delavka. To pomeni tudi ta strošek, ki je na račun občine, ki pač ima zakonsko podlago, da pač plačuje ta strošek, in to je zelo veliko breme občine sicer, a ne se občine nekako pač morajo to pokrivati, ampak vedno več ob proračunskih primanjkljajih in ob manjšanju sredstev za občine je to veliko breme.